Torej, v liberalni demokraciji smo mnenja, da so predlagane spremembe zakona nesprejemljive, zato ker ogrožajo neodvisnost sodstva. Ugotavljamo, da ministrov namen očitno ni skrb za probleme državljanov ali skrb za sodne zaostanke, temveč predvsem za to, kako bo politično izvajal svoj pritisk na delo sodnikov in svoj vpliv na delo sodnikov. Poleg tega, ker smo mnenja, da minister za pravosodje pri tem, ko imenuje predsednike sodiščev, ne more pri kandidatih presojati tistih elementov, ki jih lahko presoja samo sodni svet, in ker še posebej ne more ob tem presojati njihove morebitne politične primernosti, v LDS predlagamo, da se v zakonu določi nov sistem imenovanja predsednikov sodišč, in sicer tako, da predsednika sodišča izbere sodni svet po predhodnem mnenju ministra za pravosodje. Do zdaj je bilo obratno, torej mnenje je dal sodni svet, predsednika pa je imenoval minister. Glede na vse nepravilnosti, ki se predlagajo v novi spremembi zakona, glede na marsikatere ukrepe, ki so v nasprotju z ustavo, bo naš poslanski klub predlagal tudi celo vrsto amandmajev. Zdaj bi pa mogoče samo po sklopih razdelila, kateri so tiste najbolj v nebo pijoče napake v teh predlogih zakona. Najprej glede dodelitve spisov. Do sedaj je bil sistem tak, da je zagotavljal pravico do zakonitega oziroma naravnega sodnika. Torej, spisi zadeve, ki so prišle na sodišče, so bile po nekem avtomatiziranem postopku razdeljene med sodnike in na ta postopek ni mogel vplivati ne stranka, ne odvetnik, ne sodnik. Torej, po vrstnem redu glede na količine spisov, ki jih posamezen sodnik ima. Minister ta postopek sedaj spreminja in sicer tako, da se spisi dodeljujejo po subjektivni oceni predsednika sodišča ali pa vodje sodišča. S tem se seveda bistveno posega v ustavno ureditev, ki kot enega od primatov zahteva, da je sodnik naraven, torej da dobiš sodnika, ki te ne pozna, ki v tebi nič ne ve, ki ni predhodno spuščen čez neko sito, ali bo primeren za sojenje tvojega primera ali ne. S takim načinom dodelitve spisov seveda minister Šturm sistemizira sistem dodeljevanja, ki je pripeljal do trenutno razvpitega primera v Kopru, ki je peljal celo do kazenske ovadbe predsednika sodišča. Drug pomemben sklop je možnost vpogleda v posamezne podatke spisa, ki jo želi pridobiti Ministrstvo za pravosodje. In sicer minister želi, da bi ministrstvo imelo neposredni dostop do podatkov o spisih, ki se vodijo v informatiziranem vpisniku spisov. In to so podatki o vseh spisih, ki so na sodišču. To pomeni, da ima dostop do vseh osebnih podatkov, o strankah, o zadevi, o njihovem stanju. In to se tiče tudi zadev, kjer je sicer po zakonu javnost izključena, torej kakšne zadeve, ki se tiče osebnega stanja, razveze, pa vse do posebnih ukrepov, kot so prisluškovanje in tako naprej. To je očiten poseg izvršne oblasti v neodvisnost sodstva, ki si ga Ministrstvo za pravosodje ne bi smelo privoščiti. Je pa tudi povsem nepotreben, zato ker za tisto statistiko, ki jo Ministrstvo za pravosodje dela, pač ne rabi osebnih podatkov strank. Bilo bi sicer zaželeno, da minister za pravosodje naredi nekaj na informatizaciji sodišča, ampak očitno je, da si on to predstavlja ne tako, da bi olajšal vpoglede strank v svoje lastne spise ali da bi eventualno olajšal vlaganje tožb in pritožb, ampak predvsem, da bi olajšal sebi dostop do njihovih osebnih podatkov. Ob tem seveda ne gre zanemariti, da v času svojega mandata minister Šturm ni izpeljal prav nobene modernizacije postopkov sodišč, ki bi jih ta še kako rabila, da bi lahko bila bolj učinkovita in da bi eventualno res učinkovito zmanjševala svoje sodne zaostanke. Poleg vsega tega si minister z novimi spremembami želi vzeti tudi pooblastilo, da bo sam imenoval zunanje oddelke sodišč. S tem direktno krši ustavo, in sicer njen 126. člen, ki določa, da lahko se to naredi samo z zakonom. Torej, to ni prosta presoja ministra, kar bi ta sicer zdaj želel imeti. Poleg tega minister ponovno krši ustavo, ko predvideva, da bo na ta novo ustanovljene oddelke sodišč imenoval oziroma premeščal sodnike brez njihovega soglasja.
Ena izmed bistvenih ustavnih pravic je, da so sodniki neodvisni, kjer je vsebovana tudi pravica nepremeščanja, ker to je lahko eden od vplivov na njihovo odvisnost, sicer pa je zapisana v 125. členu ustave. Torej, na en mah krši kar 2 člena ustave. Poleg tega pa želi imeti v svoji popolni pristojnosti tudi samo organizacijo in delo sodišča, kjer je do zdaj bistveno besedo seveda imel sodni svet. Minister želi to pristojnost sodnemu svetu za temi spremembami odvzeti. Kar se pa tiče samih zaostankov, o čemer je minister danes govoril tudi na svoji tiskovni konferenci, v uvodu oceni stanja v ta zakon je minister ocenjuje, da cilj projekta Lukenda, da bo dosežen leta 2010. Vendar pa sodna statistika leta 2007 ne kaže nekih bistvenih premikov v sodnih zaostankih. Danes sem slišala, da se je pohvalil, da na višjem sodišču so se zmanjšali sodni zaostanki. Po drugi strani bi ga pa jaz upozorila, da so kakšen mesec ali 2 nazaj predsedniki okrožnih sodišč, tisti, ki imajo velik pripad zadev, ugotovili, da se sodni zaostanki v primerjavi z enim letom nazaj niso popolnoma nič spremenili. Torej, stanje je takšno, kot je bilo pred enim letom. In zato, ker se minister za pravosodje seveda še kako dobro zaveda tega, da mu zaostanki ne padajo, torej, da se ne zmanjšujejo po naravni ali zakonski poti, je z temi predlaganimi spremembami zakona poskrbel, da jih bo zmanjšal vsaj umetno. Torej, če po domače razložim, po novem sistemu bodo nove zadeve, ki bodo prišle na sodišče, ne bojo takoj dodeljene sodnikom in s tem šle avtomatično v statistiko, ampak bojo do eventualne dodelitve, ko se bo zgodila, stale v svojih predalih in v tem času seveda tudi ne bojo v sodni statistiki in se seveda tudi ne bodo beležile kot sodni zaostanki. Torej, minister Šturm bo na ta način lahko sfriziral sodno statistiko, tako da bo navidezno izgledalo, da se ta zmanjšuje, v resnici pa se ne bo. In še za konec, to, kar sem že uvodoma povedala, imenovanje predsednikov sodišč. Ta zadeva se je ravno v zadnjem času na zadevi Zalar pokazala kot izjemno pomembno. Že ustavno sodišče v ravno tem istem sporu z gospodom Zalarjem povedalo, da si minister ne more vzeti pristojnosti, da presoja kandidate za predsednika sodišča z vidika njihove usposobljenosti, strokovnosti, izkušenj, ker to dela sodni svet, in da seveda tudi ne sme presojati njihove morebitne politične usmerjenosti. Če bi se seveda minister takega okvira držal, bi bilo vse lepo in prav, vendar je zadnja sodna odločba upravnega sodišča pokazala, da minister Šturm jemlje svoja pooblastila preširoko, da pri tem vse prepogosto krši ustavo. Zato v LDS predlagamo, da se ta sistem spremeni, da predsednike sodišč imenuje sodni svet, pri čemer seveda predhodno pridobi mnenje ministra. Ob tem bi želeli poudariti, da je tako ureditev zagovarjal oziroma predlagal tudi sodni svet sam in tudi vrhovno sodišče pred nekaj leti in kar je še najbolj nenavadno, za tako ureditev se je zavzemal tudi sam minister Šturm v času, ko je bil še član ustavnega sodišča. Torej, vse te predloge bomo in še marsikatere druge, ki jih danes ne izpostavljamo, ki je preveč vsega, predlagali ob spremembe z amandmaji, kar bo poskrbel naš poslanski klub. Glede tega dela pa bi jaz predala besedo zdaj gospodu Škoču.